nisem bil motiviran, nisem igral tako dobro v klubu, kot v reprezentanci. Tam smo začeli verjeti v to, da res lahko gremo do konca. Ko sem šel v Avstrijo, oziroma zadnje leta v Salonitu, sem jemljal steroide. Ne, za sekundo sem celo verjel. Jani, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Kako smo? Mislim, generalno sem v redu, da reč danes sem imel kar eno slabših noči, ko bi rekel. Včeraj smo imeli tekmo, malo sem bil še pod unim adrenalinom, pa sem imel ta podcast v glavi in tako. Mislim, saj ni zdaj neki, da sem zavestno kakšen strah ali karkoli, sem imel že dosti tudi intervjuj in to. Samo tako malo se pripravljaš, kaj boš govoril, take stvari. Tako da sem kar težko zaspal, samo ob 3:15, ko je bila samo si čaj z melatoninom narediti, da sem zaspal, tako da... Melatonin? Melatonin, Ti pomaga, ful? Ne, to sem jemljal, ko sem bil v Italiji, sem parkrat jemljal, ko sem težko spal. Ne vem, če je zaradi tega, ker kako bi rekel, sem težko spal zaradi odbojke ali karkoli, dosti sem igral igrc, dosti sem bil pred ekranom, moče zaradi tega mi ni toliko pomagalo, da sem hitro zaspal in zaradi tega sem po nekaj cajta se takrat jemljal melatonin. Se tudi naš v Italiji kupiš to v trgovini, navadni tle pri nas dobiš v lekarni, pri njih je v trgovini to. Zdaj pa res po dolgem času sem to vzel, pa navadni nimam nekega problema s Ja, verjetno bolj, kadar potujeste, ne? Rabiš melatonin za privajanje. Rabe za ta jet lag. Za privajanje na nove časovne. Mislim, pravijo, da jet lag ni, mislim, zadnji sem gledal na YouTubeu en posnetek, en govoril, ko prodaja te privat letala. Okay. Je rekel, jet lag ni zato zaradi časovne razlike, jet lag je zato, ker preživiš, ne vem, po par ur na 10.000 metrov, kolikor je ta altitude od letala, zaradi tega, ker tudi, ne vem, če reš na Monteverest, se pripraviš par mesecev, da reš ti gor na 8.000 metrov in tako da je rekel, da zaradi tega prije to slabo počutje, težko spiš in to je li zaradi tega, ker si na toliko metrih in toliko časa in zaradi tega je to ta jet lag. Mislim, da sem mislil zmeri, da je časovne, se verjetno je tudi to, je rekel prota, da je zaradi tega. Ja, ko ponavadi se, kadar priješ do letala, se začne slabo počutiti, ne, in pole pač je logično po eni strani, da... Ja, se to, mislim, jaz tudi nisem nikoli niti na to pomislil, mislim, gledam dosti YouTubea, karkoli, ni spektar je od do, kakšni, ki me gledajo, kaj gledam, kaj je s tabo, sem rekel, ja, lej, tako pač, zgubljen tudi čas, tudi dosti se naučiš, kakšne stvari, poleješ, kakšne algoritem te pripelje do ne vem česa, pač mi res od kuharstva do igrc, do psihologije, karkoli, od do avtu, ni da ni, pač dosti sem na YouTubeu, nisem toliko na socialnih omrežjih, v zadnjem času se kar skenslil, nisem, ne gledam toliko, se mi zdi, da vseeno, če sem že na telefonu ali računalniku, da rajš na YouTubeu. Kako to, da si pač bolj skenslil socialno, a si vedel, da je pač zaradi kakšnega vzroka ali tako spontano? Vzrok, bilo je spontano, vzrok pa tudi mogoče, sem pomislil, da pač gledaš večinoma druge, ki delajo druga življenja, pole sem rekel, se v bistvu me sploh ne zanima, ki delajo drugi, sem bolj skoncentriran na sebe, na svojo družino, na čas, ki ga imam z družino, tako da mislim, se imam še zmeri socialna, jih ne toliko gledam, tudi ne vem, zdaj jaz sem en toliko popularen, zdaj nisem spet kot Dončić, naprimer, dobim tudi dosti mesičev od drugih in to, pa se me ne da doskrat vsem odpisavati, kakšne, ki ne poznam, dan kar na mute, res, mislim, se verjetno njemu bi polepšal dan, meni je zguba časa, nerviram se pola zaradi takih stvari in pa sem rekel, da rajši sploh ne gledam, le toliko socialnih, ne toliko postam in take stvari.
Ja, ker tu so večina od teh športnikov oziroma bolj vplivnežev pravijo, da pač moraš na neki točki moraš malo odrezati, ker če ne ti začne preveč negativno vplivati na te. Ne. Ja, Sploh, če mislim, se- niso vsi isti. Niso se tudi res, ja. Eni to imajo radi, eni imajo radi pozornost, da se pišejo z drugim. Jaz tega nisem jih nekaj od tega. Mislim, pišem bolj tem prijateljem, res bližjim. Še to, kdaj jim pozabim odpisati. Ja, tako sem. Pozabim, kaj še voščiti, pa voščim čez par dni za resen dan. Tako da, mislim, ko bi rekel, moraš biti od tega, no, da si na socialnih, da postaš, da se reklamiraš in to samo, pač jaz nisem od tega. Ne. Se vidim, tudi jaz si temu. Ja. Samo pač toliko moramo biti zaradi podcasta in vsega, personal brand in to, ampak Razumem, še vedno. ja. Meni je tudi bolj všeč, recimo YouTube, pa tako, ker se res ful se naučiš. Ne. Čeprav po eni strani, ko se reko, je zguba cajta, ne, po drugi strani se pa lahko ful naučiš. Ne. Ško je zguba časa. Ja, lahko zguba časa z vidika, ki bi lahko, ne vem, ko bi rekel, kaj zaslužil v tistem času. Če Ja, ne pa- zdaj na denar. Ja. Lahko bi bil več časa, ne vem, s prijatelji, karkoli. Jaz imam tako življenje, da sem bolj nomad, mislim, zdaj sem ustaljen v Ljubljani, drugače pa, veš, ko si v Italiji, ko sem bil v Franciji, nimaš nekih bližnjih prijateljev, si bolj doma zaprt v tisti stanovanju. In pole, mislim, ko sem začel prvič, ko je bilo tako, ko sem bil v Franciji, sem imel kar težko obdobje. Mislim, nisem se najdel, ko sem šel iz Salonita, prvič v Ajih Dob, v Avstrijo, je bilo še v redu, sem šel vsak vikend domov s prijatelji, na tretjem, pol je bil nek preskok, ko sem šel v Francijo, bil kar težko. Tam, pač je bilo pa vse na novo za mene, bil sem sam v stanovanju, nisem imel nekih prijateljev, mislim, kar je bilo teh od ekipe, še dobro, sem imel dosti soigralcev iz bivše Juge, da sem vsaj z njimi bil, drugače mi je bilo pa kar težko, pa še slabo sem igral, prije z enim z drugim, sem bil kar v depresivnem obdobju takrat. Sem šel skozi, sem prišel nazaj v Ljubljano, sem se najdel nekje, ko sem šel v Italijo, se mi zdi, je bilo res top. Mama doma je rekla, ja, da ne bo spet kot v Franciji, veš, ker si bil depresiven, vse kolej, se nima ki biti. V Italiji je bilo pole prav drugače. Pa sem v bistvu začel uživati, ker sem bil sam doma, ker mislim, se imam punco in sina sem takrat, zdaj imam še hčerko, drugače pa takrat, ko sem imel punco in sina, so bili dosti tudi v Sloveniji in pa sem bil dosti sam v Italiji. In v bistvu sem dosti užival, ker sem bil sam. Prej v Franciji je bilo pa lih obratno, veš, sem rabil prijatelje, pa sem se, po moje, z časom sem se sprijaznil s Ja, ne, tu, življenjem. Ja. ker odrasteš, začneš malo drugače gledati na stvari, pa tudi pole, verjetno malo bolj starejši, ko si bolj maturiran, oziroma tako. Ja. Lažje, bolj ceniš, Nature, kakor res, bolj ja. ceniš tu samoto, se mi zdi, da ima samoto, čas zase. Pa jaz ti povem, da me kar paša. Mislim, ne vem, mama mi je rekla, da bi tako moj pranono, da je, pa tudi moj nono, vem, da so bili bolj volki, samotari, Okay. da so radi bili za sebe. Tako da se mi zdi, da imam kar nekaj gene po njih. Mislim, paša mi biti sam nekje, da sem kalm, z računalnikom največkrat sem, YouTube, igrce, karkoli. Poker sem dosti igral. Okay. Poker sem dosti igral. Za poker tudi rabiš motivacijo, rabiš potrpljenje. Pri meni, jaz, ki imam motivacijo za neko stvar, pol je to 2-3 meseca je full, to je lahko cele dneve, samo to, ne vem, ali eno igrco, ali poker, ki sem igral, to je bilo, po 3 mesecih pade motivacija, konec. Mogoče li zaradi tega, ker nisem najdel nekega, ko bi rekel, zdravega počitka in igranja ali karkoli. In drugače pa, je bilo super, no. Koliko je bilo v Italiji, pole, ker sem bil sam, in to me je propašalo. Okay. Kaj pa te pole privleklo nazaj tle v Ljubljano, oziroma nazaj v Slovenijo? Ker zdaj si rekel, da si se kar stavil tle v Ljubljano. Mislim, jaz v Italiji sem imel super, kar se tiče odbojke in vsega je bilo super. Pa začelo se je prvo, jaz sem imel 2 leti pogodbo z Raveno,
Po prvem letu je bila tista korona, je prekinila. Mi smo imeli še ene 2-3 tedne do konca, se ne vem točno, ful malo je bilo, ene 2-3 tekme, pa še ene 2 tedna treningu do konca prvenstva. In pač takrat smo končali in so rekli v klubu, mislim ne v klubu, ma so se zmenili vsi klubi, da nam bojo trgali 3 plače, Okay. plus vse bonuse, Aha. kar smo imeli. In takrat jaz sem bil fakt. Še takrat, kar jem ven, zmeri neka nesreča, veš, iz Francije, še sem imel in pole, noč smo čakali, v klubu so rekli, lej počakajmo, najdli nove sponzorje, in sem dobil po tistem prvem letu, sem dobil spet pogodbo z Ravenom, samo za 1 leto še naprej. Sem imel pa v pogodbi, se vrnem nazaj. Prvič, ko sem šel v Raveno, sem imel za 2 leti. Prvo leto toliko plačal, drugo leto imel nekaj več. Okay. In tako. Po tistem prvem letu, so rekli, počakajmo, dobili nove sponzorje, tretje. In sem šel tja. In pa so mi ponudili za 1 leto z isto plačo, kot sem imel prejšnje leto, plus če ne bo gledalcu, 1 plača manj. Brez bonusa in vsega, pa nisem imel nič drugega in itak mi je bilo ful fajn. No. Nisem takrat v Italiji, res sem užival, nisem toliko spet lev na denar. In pa sem rekel, še 1 leto. In sem končal tisto leto, malo sem imel problemov še tle z davčno v Sloveniji. Pač samo plačati nek davek za v Italiji, ker dole plačajo svoj del, tle moraš svoj. In se mi je malo, ko bi rekel, zagadilo vse skupaj. In sem rekel, lej, gonim vse, ne, tujino, vse, bom prišel nazaj v Slovenijo. Če bi malo počakal, bi lahko bil tudi v Italiji, kakšnih boljših klubih, tako tudi Trento, hotel me, pokaj sem že podpisal za ACH, ne. In par klubov me hotlo. Sem rekel, takrat menedžerki, ki sem imel, sem rekel, lej, februar, dobi mi neki v Italiji ali pa kjerkoli, tisti čas, sem hotel v tistem trenutku, razumeš? In pač ni takrat, ni noben iskal. Sem rekel, lej, bom šel v Ljubljano, ker takrat so mi pole že ponudili v Ljubljani in sem podpisal za 3 leta, zdaj trenutno je zadnje leto tle. Tako da pač, če bi malo še počakal, sem imel Trento, sem imel, ne vem, Latino, par teh klubov so iskali Libera, tudi jaz sem imel zelo dobre 2 sezoni v Italiji in pole so me hoteli. Z reprezentanco ste imeli dobro obdobje. Ja, vse, tako da so me kar hoteli v Italiji, pole pač malo sem zafrknil vse skupaj. Ali pa ne. Se po eni strani pravijo vsi, da lahko vse se zgodi z razlogom. Zdaj, ko sem v Ljubljani, sem pa več s familijo, sem doma, tretje, plačam vse redna, tako da se nimam ki pritoževati. Glede tega. Tako da tega sem se odločil za tle, tako ko je bilo. Pač v Italiji sem imel res tisto drugo leto v Italiji, v Raveni sem imel še boljšo sezono, bilo je vse super. Samo nimaš ki, tako me je pripeljalo, sem rekel, da je hotlo vesolje, da prijem nazaj domov. Zdaj zadnje leto, nimam še nobene ponudbe za naprej, čakam, ki bo. Zato sem te mislil vprašati, ali te spet žene po tujini, ali se vidiš bolj tle doma, bolj na izi? Po eni strani me žene po tujini, po drugi strani pa zdaj pričakujem 3. otroka. Čestitke. Ja, hvala, v marcu bo. Še en sin bo, ja. 2 sina pa 1 hčer. Zadnje leto smo zdi toliko enih poznanih dobiva otroke, to je prav, smo zdi prav tako lepo. Ja, veš kako je, zdaj si lih dosti poznanih, zato ker so bolj v tvojih let, oziroma zaradi let. Se je bilo zmeri tako, je bilo zmeri pač dosti otrok. Samo nisi prej toliko ledil. Ker smo zdi med tem tisti cajt korone, so bili res čudni cajti, smo zdi v tistem cajtu se ni nič, ne? In potem zdaj, ko smo prišli v tako lepo, malo bolj kalmno obdobje, pa kar vsi, pa enih par bivših sošolcev, pa šef, pa oni, pa tretji, pa ti zdaj, ne, tako da, lepo. Tako da bo kar pestro, še pač, čakam, ki bo, kakšne ponudbe bojo. In pole smo odločili skupaj s punco za naprej. Tle v Ljubljani je super, kar se tiče, imam stanovanje ful blizu vrtca, stanovanje na mirnem okolju,
sem že 3. leto v istem stanovanju, smo se kar ustalili, imam 10 minut do treninga in tekam, ko igramo isto v Tivoli, treninge in tekme. Tako da tle mi je super, kar se tiče tega. Drugače pa mislim, da zdaj zadnji čas, da bi lahko še porabil te svoje moje potencijale, še nekje drugje v boljših ligah, za boljši denar. Tako da bomo videli, no, zdaj zamenjal sem menedžerko za menedžerja, tako da bomo videli, kje mi bo zrihtal. Pravijo, da je en najboljših v tem poslu, zdaj v odbojki, tako da upam, da bo bilo ki dobra, če ne, pač bomo pa ostali v Ljubljani. Ja. Se to ponavadi vidiš sproti, ne? Kako se stvari odvijajo in tako. Lej, se mi zdi, da se vse do zdaj v moje življenje zgodilo z razlogom, tako da tudi zdaj mislim, da bo naprej tako. No. Kako se ti je pa recimo življenje tako spremenilo, odkar imaš otroke in tako prej samsko življenje z odbojko, zdaj pa družinsko življenje z športom? A je ful razlike ali? Ja, je kot dan in noč, se mi zdi ena razlika. Pač, z otroci je težko, da moramo, mislim, jih imaš rad, vse, samo je težko z njimi. Zdaj, pravijo, da če si dober starš, pole je težko. Če si pa slab starš, mislim slab, karkoli. Če so oni tam za sebe, gledajo televizijo cele dneve, ti si za sebe, verjetno tebi je lahko, njim pa tudi. Ne? Tako da pravijo, da če si dober starš, pole je zelo težko biti starš. Drugače pa ta vrtec se mi zdi, da je kar spremenil vso. Da imamo vsaj tisti mir od 8 zjutraj do 3 popoldne. Pole se mi zdi, da se še malo bolj, ko bi rekel, ko jih vidiš, tisti trenutek, preden jih vidiš, jih še malo pogrešaš, ko pridejo, si še malo bolj ljubezniv, je vse ful drugače. Tako da vrtec je res ful spremenil, kar se tiče tega in je kar zdaj je lepo, no, drugače je pa težko. Ja. Nekaj sploh za profesionalnega športnika, ne, pač ti moraš še vedno fokus na tiste 2 urci, 3-4 na dan, ne, in mora biti tudi večina dneva pole malo prilagojena temu, se pravi počitek in to, in pole, če si skozi stalno z otrocmi, ti lahko vzame neki fokusa, ne, neki počitka in tako. Ful energije ti vzame. Jaz vem, ko sem bil v Italiji, ko sem bil sam, jaz sem imel toliko energije za treninge, ko sem prišel motiviran na treninge, tretje, pa ko si z njimi je ful energija, ful pozornosti hočejo, in pole moraš skozi z njimi, levo, desno, pa sitni so, pa jočejo, pa ne veš, zakaj jočejo, tako da ful energije ti vzamejo, je bilo ful drugače, ko sem bil sam v Italiji, kar se tiče športa pa družine. Ne vem, kako je, teli vrhunski športniki, ki imajo varuške doma in to verjetno dosti poskrbijo za njih varuške in pole se bolj spočujejo za treninge. Račno v športu je tako, ne, mislim, se imaš tudi po enkrat na dan trening, moraš biti cel dan strmet k temu treningu, da si spočit, da si fokusiran na ta trening, ni tako, da kar reš na delo. Nisem nikoli delal, ne vem, si predstavljam, res zjutraj ob 7, 3 končaš, imaš počitek cel dan. Žlava na off, predvsem tiste. Ja, se to, ne. Zdaj, tle je počitek, moraš z glavo, moraš še zmeri biti toliko, moraš paziti, ki ješ, ki pred treningom se napreč ne ješ, ki piješ, veš, to vse pol vpliva na tisti trening, na tekmo, karkoli, tako da je malo drugačno. Ja, in tudi intenziteta, ne, čeprav je samo lahko 2-3 urce na dan, pa je intenziteta tako visoka, tako velika, da še bolj kot verjetno neka 8-urna služba, ne, tako da tudi tisto moraš vzeti v zakup. Ja, fizično. Je tudi mentalno, ne? Mentalno tudi, ja. Mislim, za moj primer, ker sem libero, zdaj fizično ni, ne vem koliko naporno, ne skačem toliko, ni toliko bremenitev na poškodbe, ne toliko tečem, mislim, si vpreži, moče so moje mišice že toliko vajene na te napore, da ni meni toliko naporno biti libero. Jaz ne prijem za neki ful, ponavadi mi vsi pravijo, ki ti imaš skozi, nimaš nikoli potno majica, odzmeri se nisem neki potil, Okay. In pole še je veš libero, eno z drugim povezano in zaradi tega pole pač ni toliko naporno za mene. Ja.
Prej si že parkrat omenil, se pravi kanal, da si ful vezan tudi na doma, na dom. Da je malo, recimo mi, ki smo Horičani, oziroma smo z tistih koncev, poznamo kanal in tako, mogoče odbojkarski svet še, samo kanal je pa kar taka posebna naselje, vas, mesto, kakorkoli bi tu rekel, sploh z odbojkarskega vidika. Da je malo predstavi, kako je bilo odraščati v kanalu in Ja, ko sem odraščal. mislim tako, predvsem v povezavi z odbojko, nekaj vemo, da Ja, kanal razumem. živi za odbojko, ne. Kar je A, prednost takrat- in slabost, ne, lahko. Ja, če ni uspehov, je slabost. Če je pa uspeh, je pa kar lepo, te vsi pozdravljajo. Mislim, da si tako se poznaš, ker je tako majhen kraj. In tako poznaš en drugega, poznajo, ve, kaj delaš sosed, pridejo kvante, take drugačne. Tako da, drugače pa, kar se tiče odbojke, pač je odbojkarsko, ne kraj, odbojkarsko mesto, vsi živijo za odbojko. Je pač edini šport tam, ki je tudi profesionalen. Je bilo pač moje otroštvo, je bilo zelo, zelo lepo, ko bi rekel. Še enkrat bi šel nazaj in vse ponovil. Ne vem, dosti je bilo, prvo od začetka sem začel itak z nogometom. Učil sem se doma, itak si samo brcal nogomet, ono tretje. In je bilo večinoma strmenje k nogometu, tudi če je moj brat, ki je bil takrat profesionalec, tudi v reprezentanci igral in je bil zelo dober, je bil moj idol takrat. Tudi če je bil ono odbojke, sem jaz futsbal, ne nič drugega. In sem takrat futsbal igral dosti. Takrat smo imeli tudi nogometno šolo v kanalu. Te podružnice so bile, mislim, ne bila samo v kanalu, so bile tudi v teh drugih krajih, okrog Gorice, od te nogometnega društva Gorice. In si takrat, ja, pač futsbal igral par let, pole pač, ko so me sprejeli v Gorico, oziroma so me tudi hoteli v Gorici, da bi prišel v njihovo šolo in to. Takrat se je zgodba končala, ker so bili treningi lih tam, ne vem, okrog 2-3. Moji starši so pa delali do 3, oba so imela tisti fiksen urnik od 7 do 3 in je bilo težko skompenzirati. Jaz takrat nisem razumel tega. Sem bil ful razočaran, doma jokal cele dneve, zakaj ne morem. Pole pač mama je rekla, ne moreš sam hoditi pri teh letih na vlak 20 km v Gorico, pole sam dol po Gorici, pač ni šlo tu skozi. Pa rekla, imaš le brata, ki je igral odbojko, vidiš, tudi tle si lahko vrhunski in pole pač sem šel v odbojko, no. Itak vsi so pole tudi odbojko igrali in pač tako se je začela odbojka, se zdaj zmerimo, če bi bil futbaler. Služiš za milijone. Ali pa tudi ne. Milijon ali pa tudi ne, sej to je odvisno, kako te pelje, mislim, koliko si dober, koliko imaš tiste trme za šport. Se praviš, ja, zdaj, če bi bil jaz na takem nivoju, ko sem v odbojki, zdaj v futbalu, verjetno bi bili res lahko milijoni. Vprašanje, ki bi bilo, če bi bilo sploh v nogometu. In sem pač šel takrat v odbojko, veliko prijateljev je bilo, ker smo, mislim, ne veliko, skoraj vsi smo igrali odbojko takrat, drugega kanalu itak nismo poznali. Tudi izven odbojke smo igrali na igrišču v kanalu, dosti smo po cele dneve smo dobivali tisto žogo 3x3, 2x2, kar je bilo na tem betonu. Bilo je tudi dosti poškodb tam, tudi kolena in to greja, ker to je vse trdo. Enkrat sem se tudi zvil gležen tam, ker je bilo lih tako igrišče, je bil steber in pole je bilo kar konc, je bil zid in pole je bila trava. Je bilo lih tako 5 cm. Je bilo tako, bo smo imeli lih nekaj, to 3x3, ki pride v kanalu, smo igrali in jaz tam se zvijam, gležen se, več nikoli igral na tem betonu. In pole sem se zmeri bolj ko izogibu, ker sta bila dva igrišča, eno je bilo tam bližje travi, eno je bilo, sem se bolj izogibu tiste igrišča. In smo igrali bolj v notranjosti, tudi pač smo rekli, da je tam brez veze, kaj boš še kakšnih gležnji ali karkoli. Drugače pa je bilo ful odbojke, se verjetno tudi zaradi tega sem toliko dober, ker smo igrali tudi te dosti ulice, ko bi rekel ulične odbojke, dosti smo tam igrali izven odbojke. Smo imeli po cele dneve, tam smo imeli
čakalno vrsto za prisnoter. Tiska zmaga, tisto stane, v prvi drugi in je bilo zmeri drugačni pari ali pa trojke, karkoli. Tako da tam se tudi po moje kar dosti naučil. Pa se veš, več ko imaš stika z žogo, se mi zdi, bolj imaš pol feeling, bolj imaš samozavesti. In kako se je začela? Največ feeling, ne, da imaš feeling za žogo, feeling za balo, za tehniko. Ja, branje igre, razumeš, to pol ne pride. Ne? Takrat nisem še znal brati igre, takrat sem samo dej žogo, nabimo, takrat je bilo itak samo to. Tako se je začelo, no, moja odbojka. Ja, kot tista vaša generacija, se mi zdi, da ste bili ste bili v vrhu Sloveniji, ne, poleg kadeti, mladenci in to. Do minimalno odbojka, nismo prišli niti na Final Four nikoli. Takrat nismo bili neki lih na nivoju. Pole pa nas je starejšimi dečki nas je prevzel Edi Mugarli. On je bil trener, prej je bil pri ženskah v Sokanu ali v Gorici, se ne vem točno. In je prišel k nam in takrat sem zdi, ko je prišel on, se je kar dosti spremenilo. Takrat smo začeli zmagovati, pa smo bili prvaki, bili smo prvaki z isto generacijo, starejši dečki, kadeti, mladinci, tako da smo imeli kar zelo uspehe. Mislim, da nam je on kar dosti pripomogel k tem uspeham. Imeli smo pole še, se ne vem, že pri starejših dečkih, ali pole je prišel še Tomaž, ki je na ekonomski. Je pač učitelj na ekonomski, bil on pomočnik trenerja, tako smo imeli pol v bistvu še pomočnika, dobro se je delalo, zato so bili pač taki uspehi, pole, veš, tudi klubu je bilo super, zato ker so dobili neke mlade, ki so lahko zamenjali tiste pri članih. Nekih je itak končalo, se ne morejo vsi biti vrhunski, niso vsi ambiciozni, nimajo vsi motivacije, eni so zaradi prijateljev, eni so zaradi, ne vem, karkoli, da polnijo tisti čas, ki niso v šoli, da pridejo na treninge. Jaz sem pa imel zmeri neke visoke cilje. Jaz že se spomnim prav, ko sem bil v šoli, se enkrat, mislim, smo imeli sem zdaj bilo lih prehlasben, jaz sem nekaj mislim, se predstavljam, ko je moj brat, ne, Andrej, vrhunski in posekal, jaz hočem biti še boljši. Jaz hočem igrati jaz hočem igrati v italijanski ligi, vsaj v neki slabi ekipi dol Padovi, naprimer, tako je bila Padova nižja. Vse bom naredil za to. In to je bilo takrat naprej, pač, podzavestno. Nisem imel zmeri zavestno, sem se spominjal, le hočem biti to. Od takrat naprej se je začelo, tako bi rekel, neke sanje z odbojko. Pole sem bil še hočem imeti veliko hišo, 3 otroke, vse se je spomnil. Hiša še pride, ne? Sem bil v Padovi, sem bil v Raveni, kaj je isto, bolj spodaj smo bili. Tako da zaenkrat vsi, ko bi rekel, neke cilji, sanje, ki sem jih imel mlad, ki sem strmel k temu, so se pol izpolnili. Hiša je že, ali še pride hiša? Ne, hiša ni, stanovanje v Gorici imam kupljeno, zato so najemniki noter. Ker itak zdaj bi mi stalo. Ja, če se in pole pač so najemniki noter, sem kupil par let nazaj na dražbi stanovanje. So šel na dražbo, ja. Pač en so igralc me je upeljal, dosti je govoril o teh dražb, tukaj je on noter v temu. In pa sem rekel, bom malo gledal. Pa sem li videl neko stanovanje v Gorici, tam za Elektrom, ne vem, če rešlo neka nova stanovanja. Pa sem tam kupil po zelo dobri ceni. Zdaj, če prodal je po moje za skoraj enkrat toliko, itak nam prodaju, kam imam edino nepremičnino. Zdaj, če bi imel to kot druga, tretja, mogoče, če bi rabo denar, bi prodal. Je super lokacija, zaenkrat imam samo to, tako da zaenkrat bo... Se pravi, z leti se vidiš pole nazaj na Goriškem? Ja, z leti se vidim na Goriškem, ne izključujem Ljubljane. Zdaj trota je ful vse drago tle. Ne vem še, ki bo. Jaz tako sem kar spontan, kar se tiče tega. Nimam nekih velikih planov za naprej, ki bo še zdaj, ne vem, ki bi poleg odbojke delo, ko bom enkrat končal
Se tu po eni strani bojiš, ker če ne si skozi fiksiran v neko prihodnost in nisi prelagodljiv. Ne? Tako da po eni strani je že bojiš, da Ja, si neka malo zdrava ja, spontanost in Ja. neko planiranje. Jaz nimam nekaj dosti planiranja, moče to je slabo ali pa ni, se ne vem. Večkrat mi reče tudi punca, da zakaj nimam nekih planov naprej. Jaz sem cojko, lej, tak sem, ki če. Ja, ženske pa tako morajo imeti malo bolj strukturiranost, Mislim, splaniranost. se z leti se navada, da sem tak, ko sem. Ja, to je to. No. Ja, lepo. Čekaj, in kakšen je bil recimo prehod iz mladincev v člane? Ja. Je bil tako, ker za dosti ljudi je kar tisti prehod, ne, se pravi iz mladincev v člane, v neko prvo ligo, je kar zahteven. Až ko bi te rekel, jaz sem bil jaz sem bil v vseh selekcijah, tudi ker sem bil starejši deček, smo bili mi jedi, ker sem bil tako priden in ne vem, delaven, karkoli me je dal zraven v mladinsko ekipo, ki je bila 4-5 let starejši, tako je Darjo Savič igral. Ja. Smo bili prvaki in sem bil zraven z njimi s 15 leti. Ne vem, koliko let sem imel, ne, še manj. Pač starejši deček sem imel, se ne vem, s kakimi leti si že pozabil. Starejši deček je tudi 13, 14. Tam nekje. Ja. Pa sem me dal Edi še na servis, po finalu smo vodili, ne vem, za 10 pik, med 23-24 na servis. Se ne vem, bil as ali mislim, sem dobro odserviral, prša žola, če smo dali piko. Pa sem falo naslednji, se ni važno, bila je lepa izkušnja. Pa so me še tam, z mladine se prav spomnil, sem imel nek krst. Jok, strah, ki me bojo zdaj tepli, pa me niso več neki poriti, malo, nič kita ni bilo. Zdaj imate še recimo krste, tlepa RCH in to? Ne. Že jaz recimo, ko sem prihajal gor, so se zmeraj zmanjševali, ne? Ker recimo si slišal od starejših, ne, tisti, ki so bili pred sabo, da tisto je bilo ubivanje na krstu, ne, to so mlatili s copatami, pa vsega Boga, ne. In poleg smo bili že mi, se pravi 15-16 let, ko smo prihajali v prvo ekipo, je bilo že ono malo bolj blago, ne. In zdaj se mi zdi, da ni več, malo zgublja. To je bilo, mislim, to je še zmeraj v reprezentanci, ima tudi v reprezentanci zgublja. Pač imamo to navado, da je tiskaj krščenje je v središču pozornosti, pa se mi postavijo okrog njega, vprašanja za jebancije ni da ni, pa na koncu zmenimo, koliko batin bo dobil, iz copati, z roko, malo pošpikaš, poriti, karkoli. Pač tako, je v tistem trenutku verjetno težko za tizaj, kaj tam, oziroma tudi za mene, kaj je, malo imaš plavo rit, polem, pač daš to skozi. Ni pa več uno izživljanje, ko je bilo enkrat. A to ne vem, kako je bilo. V Salonitu nismo imeli nikoli krsta, niti pri članih, ne, nikoli nismo imeli. Tu sem pa slišal od mojih starejših, se pravi tisti starejši v ekipi, ki so bili, da to je bilo grozno. Ja, se predstavljam, kaj je verjetno v reprezentanci, se ni po moje neke razlike. Drugače pa ja, pol mladinci, kadeti, ki smo bili, tisti, sem zdi pionirji, kadeti, mladinci, vse približno isto, pač ti samo dozoriš, malo si višji, bolj si fizičen in po nek preskok je velik, je pole iz mladincu se mi zdi, oziroma kadetov, ti se člane. Jaz sem bil tako še kadet, pa sem bil že pri članih, tako da bil nek mali preskok za mene, sem bil na treningih z njimi, pomagal, samo nisem nikoli imel nekaj, ki vem, nisem se nikoli nekaj počutil, da je to je ful velik preskok za mene. Pač oni so bili, člani so bili boljši od mene, bolj fizični, torej so zmeri dal pač svoj maksimum od sebe, v vsakem treningu, užival sem v odbojki, sem zaradi tega pač pole, nisem toliko čutil tega pritiska ali karkoli. Pa sem hitro, jaz sem bil še sprejemalc, vse smo igrali, smo zdaj proti drugemu tudi. Jaz sem bil sprejemalc do mladincu, po me v reprezentanci Tine Sattler dal na libera, takrat se je pač začelo. V reprezentanci sem bil libero, v klubu sem bil sprejemalc do mladincu, pa sem bil še neki, 1 leto, 2 leti sem bil, 1 leto sem bil še sprejemalc v Salonitu, so me hitro dali na libera.
je bil verjetno ta preskok, se pravi iz Premavca v Libera, bolj zahteven. Ker tu se spomnim, recimo, ne vem točno, vem, da je na enem intervjuju, ali je bil pisni ali video, se spomnim, da si rekel, da ti manjka tu igranje oziroma nabivanje bale. Ne? In pole dosti krat, ker toliko manjka na treningu, kompenziraš malo, da udaraš kakšno balo in tako. To je bilo, od začetka ni bil tak velik preskok, sem tak, da za neke nove stvari sem ful motiviran, tretje, pa se hitro naveličam tega. In to je bilo problem pri Liberu v meni, zmeri. Tisti prve 2 leti v Salonitu, ko sem bil še ful super, motiviran, igral sem ful dobro, pa vsak dan eno isto, nisem napadel, sprejem, obramba, samo sem se naveličil tega. In me je bilo pole težko, šele s časoma, ne takoj. Tako s časom je bilo kar težko. Tudi zaradi tega, tudi ko sem bil tle v ACH-ju prve 3 leta, sem imel neka depresivna obdobja ali zaradi tega, ker jaz imam rad, da sem skozi stik v žo, da sem skozi tisti glavnik, ki je tam, veš, da jaz organiziram igro, in tu mi je ful manjkalo. In zaradi tega sem tudi pole dosti bil slabe volje na treningih, nisem bil motiviran, nisem igral tako dobro v klubu, kot v reprezentanci. Tu sem zdaj še zmeri, pride na trenutke, kdaj ki, samo kičem, zdaj je to moja služba, nimam drugega, ki bi se lahko ki uprl na ki drugega. Mogoče, če bi imel ki drugega, bi lahko tudi končal, saj ne vem, kako bi bilo. Škoda, ker tako, če bi bil malo višji, bi ostal na Spremavcu. Skoraj sigurno. Potencial si imel, skočen skoraj si bil. Sigurno. Sej, tako, ko zdaj pomislim, je lepo, ker smo dosegli z reprezentanco ful veliki uspehi in to, pa še zmeri tisto podzavestno, neki ni v redu, mislim, nisem zadovoljen s tem, kar sem dosegel, mogoče, ne vem, mogoče lik zaradi tega, razumeš, sem bil tudi pred parimi leti bom končal odbojko, ne bom več, dosti imel vsega, več sem imel vrh glave, vsega, po moje lik zaradi tega, ker sem bil libero, ker nisem imel tega stika, veš, prije pismo, kakšen set, ker sploh ne tikam žoge, noben ne servira na mene, zato sem kao najboljši Spremavc, in pole prije na koncu en servis na mene, me špricne, v tribuno, tisti minus, ko bi rekel, tista negativa v glavi, samo negative so, nimam nedosežen točk, same negative v glavi in po moje to eno z drugo se nalaga in prije do teh, ko bi rekel, depresivnih obdobij. Ne. Ja, pa tudi prej, ko si rekel, da si tako se čuti za tim liderja, je prav druga, si Spremavc, napadalc, ki pač lahko izražiš. Ali pa podajalce. Tudi za blokerje je ful težko. Oni blokerjem, ne vem, kako je, njim je sigurno tudi ful težko. Oni tam morajo skakati, ko bi rekel, vleč drugih gora, veš, skakati v prazno, v bloku, skozi en kup skoku, pa še če ne dobijo žoje, tudi za njih sigurno ful težko. In ja, mogoče zaradi tega tudi nisem sej sam uspel, sej verjetno vsi, ki pogledajo Jani, ful dober, libero, tretje, po drugi strani se mi zdi, da še zmeri, če bi imel jaz malo več ambicij na tej poziciji, ki jo imam, malo več motivacije, bi lahko bil najboljši libero na svetu. Zdaj, trenutno mi reče eni, vem, da nisem. Mislim, sem tam, ni to, kar bi jaz hotel, razumeš. In mogoče lih to prije zaradi tega. In če imel jaz, sem zdi, malo več motivacije in vsega ambicij, bi bil dosti boljši lahko še, ko sem, in mogoče bi dosegli še kakšno, lahko zaradi meje, lahko nema, lahko bi dosegli še kakšno stopničko više na evropskih prvenstvih. Tu sem tudi želel, da bi danes malo govorili o reprezentance, ker recimo pogledaš te naše slovenske reprezentance na splošno, moške, ženske, se mi zdi, da vi ste eni izmed najbolj uspešnih, tako zadnje generacije. Pa kaj se ti zdi po tebi, po tvojem mnenju, recimo, da vas naredi to, kar ste? Ker zdaj vemo zadnjih koliko 10 let, koliko 4 medalje, 5 medalj, si jih naštejemo. Ja, 4 medalje z evropskih, pa enkrat smo bili 4. na svetovnem.
Zaupam, da bo medalja še na olimpijskih. Ja. Mislim, smo zelo blizu, da pridemo, imamo full rezerve za olimpijske, ko bi rekel, točkah, da pridemo noter. Ne smemo zafrkati s temi slabšimi ekipami, če zgubiš z njimi, pač zgubiš full točk. A že kje razmišljaš za to poletje, za reprezentanco? Vsakem toliko pride v glavo to, vsakem toliko me kdo ki tudi spomne, veš, letos boste igrali Pariz, pač ne pomislim, da takrat pole, ja, se res. Ja, drugače pa, ki nas je pripeljalo do tega, do teh uspehov, pa ne vem, tista želja, tista, ko bi rekli, tisti inat, da smo boljši od enih, ne vem, ki imajo več prebivalcev v državah, ki nas imajo za zmeraj nekaj manj, zato ker smo Slovenija, zato ker smo bili v prejšnjih letih, smo bili v slabših ligah in uno. Zdaj ta motivacija in lih to, da nas imajo eni za nekaj manj, lih to nas je, se mi zdi, peljalo in na treningih in tekmah do tega, da smo prišli do kjer smo. Bilo je dosti težkih trenutkov, smo šli skozi to, skozi leta, tudi zveza oziroma naša moška odbojkarska reprezentanca se je dosti vzdigala od začetka, kar so rekli, ne vem, so hodili na Poljsko, Španijo, ne vem, kamorkoli z busom, tako da so bile kar, je bila težka pot do tle, kjer smo zdaj, ne vem, bil samo pomočnik, pa glavni trener in pa en maser, je bilo ful bolj neprofesionalno, kot je zdaj v tem trenutku. Ja, ker recimo že pomisliš, prvi pač taki odmevni dosežki, ki so bili Čuturič pa Miklavc, ki so prišli prvič na evropsko. Recimo, niso bili slabi igralci, še vedno so bili vrhunski igralci, samo pač kje ste pa vi zdaj, recimo, se boriste vsako prvenstvo za medaljo, tako da je ful napredek. Ja, pa tudi, veš, ne vem, tuji trenerji, ki so prišli, Andreja Džani nas je ful vzdignil, nam dal tisto samozavest. Tako je bila prva kolajna, ne? Tako je bila 2015 smo dosegli prvo, ja. 2015, 8 let nazaj. Da je bilo lani. Dal nam je, ko bi rekel, tisto, da smo lahko verjeli v to, da lahko zmagamo tiste boljše ekipe. Skozi treninge, skozi tiste prijateljske tekme in vse, jaz mislim, smo dosti pol tudi sami spoznali, da res se lahko kosamo s temi ekipami. Do letos smo imeli mogoče zmeraj problem v tistih skupini, da bi igrali konstantno, da bi zmagali tudi tiste ekipe, ki so mogoče na papirju slabše, ki smo v prejšnjih letih kakšne kikse naredili, letos smo prvič nismo. Do tega trenutka smo bili tudi v skupini, 2015 smo bili v skupini tretji. Mislim, smo bili s Poljaki, Belgijci, pa ne vem, kdo so še bili, se ne spomnim, so bili Belorusi, ne vem, četrta ekipa, ne vem, kdo je bila. Smo bili tretji, mi smo šli kot tretji v osmino finala in smo igrali z Nizozemci, se mi zdi prvo, takrat osmino. Ja, smo zmagali 3-0, oni očitno so bili drugi ali prvi. Dobro, se ni važno. Smo igrali z Nizozemci takrat, smo zmagali 3-0. Pa smo naleteli spet na Poljake. Poljake in Italijani. Poljake smo naleteli, smo bili 2-0 spredi, 2-2, pa smo zmagali 3-2, tisto na razliko, 5-7. Tam smo začeli verjeti v to, da res lahko gremo do konca. Tista tekma proti Poljakom, ki smo jih zmagali, smo začeli res. Do druga smo rekli, vzemamo še te Italijane, 100%. Smo bili 100% in smo jih. Pole verjetno finale pa smo se verjetno že zadovoljili s tem, kar smo dosegli in zato tudi nismo prikazali neke take igre, ko smo v prejšnjih tekmah s tistimi Francozi, ki so bili takrat, ki so bili res tudi najboljših ekip v tistem trenutku. Tako da je bilo dosti uspehov, dosti žrtvovanja, dosti tudi padcev, dosti kreganja na treningu. Se mi zdi, da to našo reprezentanco ali to krasi, da smo iskreni en do drugega. Pa da ste klapa, tu smo zdaj mene, kar gledam, tako od zunaj, da ste res povezani, da ste že toliko cajta skrb, da prav čakate poletje, da ste vsi lahko skrb kot klapca. Povezani smo na igrišču, vse mogoče izven igrišča. Ali kako je to? Smo, ko bi rekel, je dosti različnih karakterjev.
dosti egotov in karkoli ima. Ko pridemo na igrišče, ko stopimo skupaj, smo en za drugega, tam se vidi razlika. Sej ni toliko, ni take ful razlike, ker smo v reprezentanci v hotelih in ne vem, da se ful družimo in to ni tega toliko. Smo dosti po sobah, imamo, ne vem, vsak svoje stvari. Moče kakšne reprezentanci so bili obratno. So v hotelih in to so ful skupaj, ful se igrajo in drugo, ampak ko pride težko obdobje na igrišču, pa da znajo stopiti skupaj. Vsak za sebe. Ja, mi smo pa se nazili to, kar je pa najbolj pomembno, tako smo na igrišču, da smo en za drugega, da smo tam iskreni, da smo tam igramo en za drugega, da si pomagamo in mislili, da lih tu, ker si našo reprezentanco. Kaj pa recimo to zdaj lansko evropsko prvenstvo, se pravi, isto Poljaki, samo ena stopnička više, polfinale, pa se je zgodilo, vemo, kar se je zgodilo. A je lep zaključiti prvenstvo z zmago ali osvojiti drugo mesto? To je zdaj tako vprašanje, ker smo zdi, da ste ga vsi dobili že prej. Jaz mislim, da smo vsi odgovorili z istimi odgovori, da je lepš končati prvenstvo z zmago. Mislim, smo bili ful bolj veseli, ker smo bili tretji kot drugi, čeprav je drugo boljše mesto. Smo res bili, ko smo imeli za bronasto kolajno, smo bili res presrečni, kot da bi zmagali za prvo mesto. Vem, kako so se počutili pa Italijani, ki so zgubili za tisto prvo mesto 3-0 doma pred svojim občinstvom. To se mi zdi še hujše. Favoriti so bili, ne? Tako. Pač napisani. Ne? Ja, mislim, tam so bili. Poljaki, Italijani, si bilo tam. Se je vidno, so imeli, ker so bili poklapani in je bilo težko za njih. Tako da je težko zgubiti za tisto zadnjo stopničko, za tisto zlato, je bilo kar težko. Jaz vem, da sem bil zmeri slabe volje, zmeri prihajal domov, pole po tistem prvenstvu slabe volje, saj po 2-3 dneh gre tu mimo. Samo pač si pa le rečejo, pa za ki na slikah si bil slabe, je tak sen kičev, sem bil finalen. Ja, ne moreš fejkati. Nisem tak, da fejkam. Ja, do neke točke lahko fejkaš, ima pole več kot toliko pa... Ja, zato to pol na slikah, tam, ko smo se slikali z medaljami, vsi eni nasmešek, jaz sem bil protko, mislim, je bilo težko. Verjetno tudi zato, ker je bilo toliko več razočaranja proti Poljakom in pole nagrada za te mesto, sploh vemo, kaj je Grega zvil hležen. No? Ja, je bilo tam, smo zdaj tam, tista poškodba, ki se je Grega zvil, je bila kar odločilna. Tam smo nehali igrati. Do tega trenutka smo še zmeri verjeli, da je lahko zmagal Poljaka, tudi vodili smo 1-0. Dobro, pa je bila 1-1, mislim, da je bila 1-1. Ja, čeprav ste bili skupni v tistem trenutku. Ja, tam smo bili, ne vem, 13-12 za njih, se ne vem točno, kje je bilo. Smo še zmeri verjeli. Mislim, se je Uroš super podajalec, in vse, samo, ko je prišel noter, ni bilo več to. Se je videlo, da smo rekli, smo se predali. Lih tako je izgledalo po koncu. Samo nimo kile, pa je prišel Vinko nam pomagati za tisto 3. mesto, prišel iz Romunije, iz kluba, ne vem, so klicali po tekmi, drugi dan takoj, da je svakamu čast. Krožilo po socialnih, prišel video zmago. Tako, da ne rabe dosti treninga. Veš, ko so eni so taki, ki res ne rabe dosti treninga. Jaz tudi se mi zdi, da ne vem, se spomnim 2021, kaj je bilo, kaj smo prišli z Italije v reprezentanco, sem imel en mesec fraj, brez dotika žoge. In trener me kliče, se boji, da bo ne vem ki, da bom ful padel, tretje. Pa sem rekel, da sem hodil tukaj v Salonit na treninge, ker so imeli še takrat člani treninge, so imeli še prvenstvo, pa so hodil nekih njim. In tako, nisem šel, sem šel enkrat, 2-krat na teden, ne vem, če sem šel. Fitness nisem nič delal, ker sem imel pauze, jaz v fitness ne hodim, off-season. Kadar pauza? Ne, pauza, fitness. Tenis, lahko igram cele dneve, to, kar je žal, lahko cele dneve, ima fitness, nič ne delam. In po pridem na treninge, vse idealno, vse kar teknem, vsak dotik, idealno, vsi, se ti kao, kaj boš ti rabo, ti mestle. Ne vem, prišli sezone, veš, mogoče se jim poznalo psihično, so bili že, ni bilo, pa še niso bili na tem nivoju, ko bi rekel. Jaz pa vse kar teknem, vse idealno.
Nisem pa edini, je tudi dosta takih primerov. Vem za Alen Šket, naprimer, kar je z mano. On tudi reče zmeri, prvi teden se vse dobro odbiva. Drugi teden je realno stanje, se začne. Tu sem tudi jaz opazil, recimo, ker sem še treniral, če sem prišel takoj iz bolezni, se je zgodilo, da sem prišel takoj iz bolezni na tekmu, ker sem me pač rabili za menjavo in pole je bilo tako, da sem šel noter igrati, stari vrhunsko, feeling, od nikjer, samo pole je pa šlo dol. Po tekmi je šlo pa dol. Mogoče tudi neka pričakovanja do sebe ti nisi imel v tistem trenutku, a veš v nas, nisi imel tizga mogoče straha ali karkoli, kukaha, imaš kaj treniraš. Zdaj si imaš pričakovanja velika, sem treniral dosti, zdaj moram dobro igrati. V drugem primeru pa ti si bil poškodovan, si prišel noter, nisi imel ki izgubiti, sem bil poškodovan, bom odpodal, zdaj, če podam slabo eno žogo, itak sem bil poškodovan, moče zaradi tega je to, veš. Bolj sproščen, pa mentalno svež, nekaj sem imel pravi. Tako, se ne veš, ki je. Ja, moraš tudi dobiti nek svoj sistem. Zanimivo, recimo jaz sem pa zmeraj v off-season pa full fitness, ki mi je pa pašalo, fitness trenirati za sebe in tako, pa tenisa recimo nisem dosti. Da se mi zdi, kar dosti ljudi v kanalu igra tenis. Ma nimaste hori? Ne, imamo v Djeskah. V Djeskah, v Ložcah. Pole je... Kaj isto pole Daci je igral full tenisa. Ja, jaz pa Daci smo preigrali, nisem sej... Zmeri smo se skrijali. Vemo, kak karakter je Daci. Nisem itak, večinoma me je on zmagal, jaz sem res malokrat zmagal. Me je bilo zmeri ono na nož. Pač on je zmeri najdel nekaj dodatnega, da me je zmagal. Tako da jaz z njimi smo kar dosti preigrali. Zanimivo, pa Pija je tudi omenila na podcastu, da je tudi igrala tenis. Verjetno me je tudi doskrat ki presleparil. Samo tak je, on bo rajši presleparil za svojo zmago, ko bi prijatelj tisti dan, naprimer. Jaz sem pa njih obratno, jaz rajši, če v avto reče on dobra, dobra, tvoja pika, daj, gremo naprej, samo da smo tisti dan v redu, pa dolgo smo se skrivali, nismo govorili po par dni, se lahko da me ni. Samo vem, kaj sem leo tudi druge dvobe, ko on je ravka, vem, ki je bila žoja, kaj je klical avt, vem, kako je, zato sem pa rekel, dosti smo, z njim smo ful dosti preigrali. Sem imel tudi druge, z mojim bratom tudi smo ful preigrali. Ja, mi trije smo dosti igrali. Jaz, Andrej in Daci. To je prišel še Daniel Džoko. Še z njim sem tudi po v prihodnosti, ker nisem bil toliko v kanalu, sem bil v Gorici, on tudi živi v Stari Gorici. Tako da smo z njim dosti... Samo tisto je bilo bolj, ko bi rekel, ni bilo na točke, smo se bolj podajali. Mislim, tenis, badminton, beach volej, karkoli, samo nekaj, da je žogo, nimam rad teka, veš, nekaj v prazno tam, da tečem, fitness me tudi ni bil nikoli. Zdaj delam, med sezono delam, nisem nikoli nekaj, zdaj letos mogoče, oziroma lani v reprezentanci in letos, da grem malo do svoje meje, ali pa kdaj čez, prej pa nikoli nisem tega, zmeri nekaj bolj preventiva, zmeri sem bolj pazil. Tako no. Zanimivo. Fitness, ki imate bolj fokus? Verjetno celo telo, kompleksne vaje, ali kako imate? V fitnessu večinoma je baziran na, da čim bolj približaš te hibe ali karkoli odbojki. Ful je vaj za rame, za trebušne, za noge, za eksplozivnost nog. Je to ful različno, tudi od pozicije do pozicije. Ne more vsaka pozicija isti fitness delati. Jaz kot libero bolj delam na hitrosti kot na telih skokih ali karkoli. Vem, ker sem bil v Italiji, je bilo to ful izrazito. Podajači so delali svoj fitness, blokeri svoj, sprejemavci svoje. Samo v Italiji tudi druga pesem je dole. Jaz dole, ker sem prišel, vse kot to je nov svet, kako so dol, ko bi rekel, profesionalni. Ne, kar se tiče izven odbojke, plače, hrana, to je tudi tle v Sloveniji. Začne se tista profesionalnost, ko ti opreš vrata od dvorane. Ko prije noter, ne vem, smo imeli v klubu glavni trener, 2 pomočnika, fizio, 1 do 2 na treninge, skozi z nami. Statističar skozi z nami, ki je skozi statistiko delal na treningih,
ta za fizično trener, tudi bil en parkrat z nami, tako med tedni in tam se vidi, koliko smo tle v Sloveniji še zadnji za Italijo, Poljsko in temi boljšimi ligami. To je mu lih v stafu. Pole. Ja, kaj sem hotel reči, da sem bil ful impresioniran z prostovoljci v Italiji, da pridejo, ne vem, pomagajo, vode štimat, pobirajo džoje, obračaš številke, ki se igrajo na točke. Karkoli, pridejo pa 2-3 prostovoljci. To je bilo po 10 stafa na treningih, kar res mi je bilo hard, to, kar sem jih videl. Mislim, bilo prvo, fakt, ko živi ta ravena z odbojkom. Tako so mi rekli, pa te Italijani so neki play. Vse je za tebe super, da ti povem, da v raveni še najslabše, kar je v Italiji, kar je drugje v klubih, ko je to poštimano, vse je super. Če je tako še boljše, če je drugje, ali je svaka čast. In pole, meni je bilo pravuno, me je bilo čudno, prijel z Italije, tega, ki sem rekel to, ki sem me spravil, spodil slabit na treninge in prijel tja, kje je to? To je plačana rekreacija, sem rekel. In to, kakva razlika tu med Slovenijo, se nisem v Salonitu, to imajo povsod v Sloveniji tako. Tu prije smo zelo z drugim in z denarjem in koliko vlagajo klubi oziroma sponzorji v klub. Ja, tudi Italijani živijo za odbojko, Vse, oni imajo že neko zgodovino, že daljšo z odbojko. Se tle, mislim, rekel Zoran Miločič, da se to ful spremenilo v Sloveniji, da ste če tudi trenerji, koliko so se izobrazili in to samo še zmerili prav daleč za temi boljšimi ligami. Si lahko samo predstavljam, jaz recimo že iz Karcita, recimo, ko sem šel v Črnuča, drugo ligo, Karcit, druga najboljša ekipa v Sloveniji, tako je za ACK-jem, da sem prišel v Črnuča, drugo ligo, to je bil pač kreš, prav svet se mi podaril, to je bila prav rekreacija, ful cajta sem rabil, da pač se po tisti sezoni sem tudi končil, ker sem vedel, da me ni več veselilo in to, ampak si lahko predstavljam, kako je, če priješ iz nekega kluba v Italiji, nazaj bolj v Slovenijo, verjetno je kar neka prilagoditev potrebna. Zdaj ACH ima tudi vse poštimano, samo ko sem rekel, vsi, ko prečti od dvorane, ko prejš v dvorano, se konča profesionalizem. Mislim, vsi tam plačali in vse, samo ni to, razumeš, tu imaš glavnega trenerja, pomočnika trenerja in to je to. In mora kdaj še kakšen igralec pomagati, kakšne žoge metati za kakšne vaje in to, mislim, je ful, kar se tiče tega neprofesionalno tle v Sloveniji. Mogoče tudi zaradi tega nimamo to kot. Sem ne vem, kako je v drugih športnih, verjetno je podobno, ne vem, lahko pa tudi, da ni, ne vem, kako je. Vedno, kako je pa odbojki, je kar ful razlika in zaradi tega tudi nimajo klubi v Sloveniji takih uspehov v evropskih tekmovanjih. Ja, da tudi liga ni toliko na nivoju. Takrat sem upal po koroni, tako je bilo 2021, ste prišli večina, ste prišli nazaj, pa Robert je bil tle v ACH-ju. Takrat sem upal, da se bo dvignil tudi slovenska liga, da se bo malo dvignila, da smo zdaj pole pojmeni leto, so vsi se začeli malo šli nazaj ven in spet pole malo padla slovenska liga. Mislim, ja, kvaliteta odbojke zrasla zaradi kvalitete igralcev, ki so prišli. Pa zrasla, ko bi te rekel, ta kvaliteta dela v klubih. Bila še zmeri isto. Tu sem bil 6-8 let nazaj v ACH-ju, še zmeri vse isto. Pač, to se vse prejema z drugim, ni toliko gledanosti odbojke, ni toliko sponzorjev pole, ni toliko vlaganja v trenerje, v ta tudi trenerski štab za mlade igralce. Sej s tistim, kar imamo, mi delamo super, kar se tiče z mladimi. Vemo, kakve uspehe imamo, ne samo v odbojki, tudi v drugih športih, kakve uspehe imamo v športih, samo to pride tudi dosti, kar sem videl z našimi infrastrukturami. Mi imamo dvorane, kar se tiče v Sloveniji, so ena najboljših v Evropi. Te šolske dvorane, to so vse tako poštemene, sem bil v Italiji, to so katastrofa, te dvorane šolske in to je...
tudi kje smo mi trenirali, vse ni to to. Pač je, Sem si pa predstavljal, da je vse tako na nivoju, da tudi ostale stvari, da recimo tudi infrastruktura. ma ne, to pa ni toliko. No. Mislim, dvorane, v sanitarni, ok, te ne, to boljše ekipe, vse, mislim, kjer smo igrali, pa volijo in tako so dobre dvorane. Samo tudi ne, naprimer, mi v Roveni smo trenirali v eni mali dvorani in igrali smo pole v eni večji dvorani. Samo en dan prej smo šli delati trening, pa na dan tekme, tudi moče, nismo šli dan prej. In smo igrali te veliki balon, v Roveni je bil, ko je ena taka kupola, ful velika, ko je balon, pa smo tam bolj trenirali. Drugač pa, ja, kot sem rekel, je tle v Sloveniji dosti na temu, tudi če gledaš plače, ful je bilo inflacije, ful so se vzdignile zdaj v službi plače. Minimalna je zdaj, ne vem koliko je, Julija, si ne vem koliko je. Da si bilo tam nekje. Plače v bojki so pa iste že 15-20 let, razumeš. In zato se folka se odločil, da bo končali v bojki. Ni zaradi tega. Da se pač klubi plačujejo isto, da so pred 15 letami, kjer ti za tistih 500 evrov, kad dobiš, kaj, je vse dobro za mlade igralce. So poleg, kad prije nekje, da lahko dobiš službo za Julija in pol in to, boš reči v delu. In se vzeti tudi za tega, se ful več ljudi, ful se je v zadnjem času se vzeli odločil za pač prenehanje z boj, blizu te. Se ne vem, kako bi bilo, jaz če bi v tem trenutku, takrat, moče, ok, zaradi mojih motivacije, moje ambicije, trme moje, moče bi šel naprej, samo če pa nimaš to kot tega, pa hitro končaš. Ja, ker tudi težko je imeti službo in potem še zvečer trenirati. Pred leti se mi zdi, da je bilo več tega, zdaj se pa ni več tega, ali je še to. Ja, pa nekaj so samo, kad delajo samo bojko, pa še reče, rej, želim delati, ne pustimo bojko, ki bom dobil več zaželo, sej, ne, to se mi zdi, da je to dosti zdaj v zadnje cajtu, ker velik problem. Tudi, recimo, če vidiš, da nimaš motivacije oziroma nekih ambicij, pa verjetno se prej odločiš za službo. Zdaj, če čutiš, da imaš potencial, pa ti ga rešujem oziroma ostaneš. Samo le, to je služba, imaš Julija, dobiš cela minimalca, lahko ne manj, ne vem koliko je, se predstavlja, imaš to prej bilo pa 400-500 evrov, mislim, do 600-800 evrov klubu, super, boš mi služba, ne. Zdaj pa je že tam, rešuješ delati nekam za minimalca, ali boš v odbojki še naprej izgubil živce, če nisi motiviran. Ja, se strinjam. Kaj pa recimo prinese profesionalni šport sabo, se pravi odbojka, lifestyle, da si pa parkrat omenil, se pravi prehrana, spanje, kako si pa to recimo urejaš oziroma na kaj baziš? Pa prehrani ne bi neki ful pazan, no moram priznati, nisem nikoli strikten, mislim pazan, pred tekmami mogoče Lina še najbolj tako pazan, ki larke, pa pred tekmo, kakšen snack, da ne preveč pojem, kaj so vzeli, se mi takoj poznačil, sem malo preč najem, eni se radi ful najejo, da bojo pole narijo, jaz če se ful najem, ful trebu, ne morem ne več. Popijem kakšno kavo, kakšen sadje, dam pred tekmo, da reč, da kosila, ki je lahke, kakšno pašto, riž, karkoli. Drugače pa, ko imamo treninge, pa ne vem, nekaj ful pazno, tisto, kar naredimo doma, ali pa, kar imamo od kluba, kar imamo hrano. Tam si pač vzem, kar je. Kjer dopolnil? Dopolnila, ne več jemljem skoraj nič, sem pa, ker sem šel v Avstrijo, oziroma zadnje leta v Salonitu, sem jemljal steroide, ne stec. Za sekundo sem celo verjel. Ne, jemljal sem proteine, pa omega, pa 4. Samo sem občutil, da proteini me niso delali dobro, zmeraj kruljenje po želodcu, veliko sem predelal po tistemu. Nisem se dobro prečutil in sem, ne vem, po letu dve sem malo nehal s proteini. Druga je, ki vsega toliko jemljem te multivitamine, omega, ma ni to redno. Ko me prime. V Italiji smo začeli jemljati kreatin. Sem zdaj tisto me kar ful pomagalo, kreatin. Tudi zdaj v ACH-ju nekaj jemljemo kreatina. Mislim, da
eno najboljših dodatkov. Najbolj poceni in najboljši se mi zdi, kar lahko dobiš. Tako, ja, recimo dobiš tam 20 evrov, a imaš za nekje 3 mesece, res je tudi najbolj naštudirano dopolnilo. Ja. In za moč, in za vzdržljivost, in tudi za fokus, ne, tako da je res ena taka. Zanimivo je bilo, recimo, da pred leti se je dobilo še za pol manj cene, in potem je začela rast cena, še vedno je pač 20 evrov, 30 evrov za 3 mesece, je pač nič, ne. Ja, se pravi, da je. Zdaj mogoče šlo malo gor cena, zato je vse skočilo, enkrat je bilo res ful poceni. Mislim, mene je to še najbolj tako pomagalo v Italiji. Mislim, ali pa mi ni, se ne vem točno. Mogoče sem tudi takrat bil bolj motiviran in vse in zaradi tega sem mislil, da mi to pomaga. Ne vem točno. Tako sem bil malo bolj eksploziven, malo bolj fokusa, tako kot si rekel. Takrat sem tudi, veš, ki sem začel v Italiji, sem ful prakticiral fasting. Okay. Sem začel s kosilom, pa sem jedel v 8-9. Tudi ob 10, nisem se držal. S kosilom sem se držal, da nisem jedel zajtrka, do kosila sem čaje pil, kave. Če ste imeli zjutraj trening? Tudi smo imeli ob dveh trening sem zdržal do po treninga. Nisem nič jedel do konca treninga, pa sem bil pa lačen. Pa nisi čutil na treningu, da te tako pobira energija? Proti koncu mogoče, če ne, se mi zdi, da sem imel konstantno full energije, ko sem delal ta fasting. Zdi, tukaj, ko so enkrat rekli, da 5-krat, 6-krat na dan ne moraš jesti, jaz sem zdi večkrat, ko jem manj energije, bolj sem zaspan, tisti inzulin me niha, gor dol. Sem skozi zaspan, skozi sem brez energije. Tudi jaz prakticiram fasting, da jaz nisem več v športu, tako čutim, da več energije, več obrokov, ko je slabše. Edino pole, če je pa preveč fastinga, pole se pa občuti. Ne, se to moraš, po mojem moraš delati to neka obdobja. Ja, tako je. Tako je, kakšen jaz, 2, pa ne vsak dan, vsak teden, pač tako, 2-3 na teden. Ja. Tako da nekaj mešaš neko. Takrat sem ful to prakticiral, me je bilo ful dobro. Zdaj sem imel cele dneve energijo. Tudi zjutraj, meni ni bilo panike, pil sem zeleni čaj. Menta čaj sem skozi pil z medom, domačim medom, ki imam čebele doma. Ste doma? Ful čebel. Tako da sem to ful pil, pa kavo sem tudi kar odvisnik, sem spijem pa 4-5 kav na dan. To smo kar vsi. Sem pa tam, da ne, 5. Po 5 ne pijem. V Italiji sem pa pil tudi za večerjo. Pa sem nisem imel problema za spanje. Res? Takrat ne. Ja, si tudi odvisno, kako metaboliraš, oziroma kako presnavljaš kafe. Eni so ful odzivniki, eni pa niso. Predvsem Italijani se mi zdi, da lahko spijejo po večeri in grejo spat. Ja, normalno. Mislim, se to po mojem si telo pol navadi. Tudi navade se verjetno. Mene pa se ful pozna, če ne pijem kafeta, ker me tako začne glava boljeti. Prav vem, da je. Prav začetka, ko sem začel piti kafe, ko sem bil mlad, pa kakšen dan nisem pil, me boljela glava, nisem vedel, če je. Jaz prav isto. Mene je glava boljela tako, pole me, ne vem, kje sem bral nekje, ali nekdo rekel, probi, če si ne kafe zdaj, moraš piti kafe, če ne te boljela glava. Ali pa postopoma zmanjšuj, da se navade telo na manj kave. Dan sem primer, sem spal samo 4 ure, sem spil 2 kafeta. Eni bi spili tudi po 5 kafetov. Ja, moraš malo tudi ciklirati. Recimo, če sem imel včeraj tekmo, se je verjetno itak porabil ful energije, tako da že malo bojiš spustiti, malo manj kafeta, da prije telo k sebi. Ja, se pa mojo prišel za malo, že vidim. Včeraj po mojem sem imel toliko adrenalina, tako sem bil pa še znerviran, ker smo slabo igrali. Pa še puhna dvorana je bila, sem videl. Polna dvorana, ja. Tu pa lepo videti, da je vse za Champions League, da imaste puhna dvorana. Ja, lepo, mislim, ACH res lepo zrihta to, da vsaj šole povabi, da napolnijo dvorane. Lepo je videti, da pridejo otroci pogledati. Eni tudi nimajo možnosti tega, da pridejo na tekme, nimajo denarja, da plačajo karte, karkoli, tako da je super, da to se tako zrihta. Prva tekma je bilo malo več, včeraj je bilo tudi skoraj polno, mislim, bilo ful malo placa. Ja, prav drugo je igrati, tako Champions League s puhnimi dvoranami, s puhnimi tribunami, pa tako Slovenska liga, ki je gore malo. Ko prijemo, mislim, kaj ramo doma, lahko preštejem gor na prste, koliko prije, ne vem,
pretekmo prije, tako, ko smo na črti, ko po levo moru tribuno, vem, po 20 gledalcev, no, ki češ tako je, Ljubljani je popularna bojka. Ja, se je bilo zmene. Mogoče, če bi se klical klub Olimpija, Ljubljana, da bi bilo ki drugače. Pa imeli zelene drese, mi pa bili povezani z Olimpijo. Tukaj smo ACH, pa mogoče tudi tisti feni, ki so stalni feni od Olimpije, ne pridejo pogledati. Zanimivo je. Ja, takrat se mi zdi, ko so prišli prvič ACH z Bleda na Ljubljano, je bil kar, se mi zdi, neki cajta so bile bolj prazne tribune, ker tudi tiste stare navijače so zgubili z Bleda, ne? In potem neki cajta je bilo, da se je spet vzpostavil ta, tudi, ne vem, ta vibe tle v Ljubljani. Ne? Ja, mislim, se ne vem, kako je bila takrat zgodba. Pravili so, da so bili kar razočarani tisti navijači iz Bleda, oziroma Radovljice, v Radovljici so igrali, da so bili kar razočarani. Pa so te tekme od Lige prvakov so še neki hodili, postopoma so nehali. Tako, se parkrat si že omenil, da nimaš prav plana za naprej, se pravi za kariero, pa po karieri, ima vseeno, vse vidiš, mogoče imaš že kakšne ideje za po karieri. Vem, da nisi še proti koncu kariere, ima tako, kaj te vleče, bolj mogoče kakšno trenerstvo ali nisi toliko? Ja, to sem lih zdaj študiral. Da sem zdaj prvič leta, da sem tako lahko kot nek mentor tem mladim igralcem, ki imamo mlado ekipo in se kar vidim v temu, se mi zdi, da bi lahko bil trener, da bi lahko pomagal drugim. Dosti vidim od bojki, dosti stvari vem in se mi zdi v to ali pa kakšno, ne vem, ki z računalnikom, kakšno programerstvo. Ni mi problem biti po 10 ur na dan za računalnikom. Čekaj, si delal v kakšno šolo? Računalniško? Mehatronika. Mehatronika. Če te povem iskreno, sem delal mehatroniko srednjo, više sem naredil vse izpite, pa diploma ni še se zmeril v oblakih. Po eni strani me ne vleče v tisto smer, tako da mislim, vsi pravijo, ja, naredi, boš imel nek papir, poklic, me ne vleče v tisto smer. Tudi če bi imel, se ne vidim, da bi delal kot mehatronik. Ja, se tudi danes, recimo, če reš v smeri računalništva, se nobeden te ne vpraša po nobeni izobrazbi, diplomi, nekaj si samo uk, ni tako je, govorijo izdelki oziroma storitve za tebe. Ne. Tako da, če si dor v tej smeri, ne rabiš, si lahko samo uk, ne rabiš nič, nobene potrditve in to. Ja, vem, da en soigralec, ki je bil z mano, Diko Purič, a je igral Savo tudi? Ne. On je bil v Kavniku. Ja. On je bil, smo zdi, za par let za malo. On je samo uk, je samo uk iz programerstva. A on tudi ne igra več? Ne, on je že par let. Že par let, ne? Smo se prav pozabili na njega, ja? Znaš, da je nehal. Prvo leto, ko sem zdaj prišel v ACH, v drugo, je bil še v Kavniku, pa tistem leto. Točno, zdaj 2 leti. Po Kavniku je šel, ja, okej. Zdaj po 2 leta sem rekel, nehal. On je samo uk in je dobil dobro službo. Ne vem, ki je točno tle v Ljubljani, ima dobil dobro službo. Ja, lahko dobiš službo, lahko si pole SP-jev, cejtek te, a po internetu je malo morje teh ponudb in to, ne, tako da. A je pa poznaš še moja sošolca z osnovne, ki je delal v New Yorku. Mislim, da je programer, ker sem videl par storjev na Instagramu, dosti dal neke te programski jezik. On tudi, ja. Da bomo videli, oče trener ali pa ki v tej smeri ima, se še zdaj ne vem točno. Res, ki šele takrat, mislim, zdaj ne vem, ki šele takrat, ko sem bil star 16-20 let, ko sem šel pač kar nekam, doma so rekli, lej, to je višja služba, tretje. Mislim, prvo sem hotel na športno gimnazijo, se mi zdi, in pole se mi zdi, mama, kdo rekel, ja, ki boš le, koliko je teh učiteljev za športno, to ne boš dobil službe, ne vem, ki jim pole, sekundarne se vseeno. Nekaj vreme itak mi je bojka na prvem mestu, mi je šola tako za zraven. Tako, nekaj smo poklepetali danes, dobro urca. Ti za zaključek imamo pa 2 vprašanja za vsakega hosta, ki so direkt vezane na tematiko podcasta, se pravi dobro počutje, benesere, kaj zate pomeni dobro počutje in 3 nasveti za več dobrega počutja. Dobro počutje, kaj meni pomeni, da moče, da najdeš tisto notranji mir, da
da si srečen, da si zdrav, da imaš prijatelje, ki ti veliko pomenijo, da imaš družino, ki je blizu. Mislim, da to je kar ključ do tega. Ko sem rekel, sreča, pa tisto notranji mir, mislim, da to je to. Tako, 3 nasveti? Ali so že vključeno to? 3 nasveti. Pa ne vem, mogoče, da se bolj koncentriraš na sebe, kot na druge, da se ne oziraš na druge, oziroma kaj bojo rekli o tebi, če boš ki rekel, ki slabe, oziroma ne vem, ki kar se drugi ne strinja, da se ne sekiraš od tega, da se ne sekiraš, v mojem primeru, ki se igral odbojko, da se ne sekiraš od tega, če boš igral slabo, pač se igraš to za veselje, za sebe. Pa ne vem, pač to, da probaš stati čim bolj zdrav, da skrbiš za svoje telo, ampak jaz mislim, da zdravje in sreča vse prije največ z tega notranjega mira, da si zelo dobro povezan z družino, da imaš prijatelje, ki ti stojijo ob strani, da si z vsemi dobrimi odnosi in mislim, da to je ključ. Tako, top. Evo, hvala Jani, ker si se vzel čas, ful dober pogovor. Me veseli, da po dolgem cajtu govorimo tudi malo od športa, od bojke. Prej smo imeli Seleno pa pivo, ampak je že nekaj cajta nazaj, tako da upam, da je bilo tudi tebi dobra izkušnja. No? Zdaj lahko še deliš, kje si kaj aktiven, kje te lahko ljudje spremljajo. Vem, da si rekel, da nisi toliko na socialnih, ima vseeno. Ja, Instagram imamo odprt, Facebook, drugače pa v ACH-ju, v Tivoli, tisti, ki me še videti v živo. Na socialnih sem pa bolj tako, no. Niti nekaj ne postam, repostam bolj tiskak, da to, drugače pa svoje postam, to pa ne delam. Nekaj sem imel v Italiji, ker sem imel za ASICS, sem imel neko sponzorstvo za copate in to pa sem se čutil dolžnega, da dam nekaj ven za ASICS, pa njihov značam, in tako tudi mislim, sem imel pogodbi in sem dobil neke copate in take stvari. To je to. No. Če ne poljaca, mislite še kakšno v Champions? Imamo še Trentino v januarju. Tam okrog 10. januarja. Okay, pa je lih prav, ker ta podcast bo šel začetek januarja, tako da lih prav, lahko prijeste pogledati. Jaz bom dal opis, link v opis, tako da si lahko reste pogledati, in če ne je poletje reprezentanca, bomo vsi navivali, da prijeste na olimpijske. Pa imamo zadnji turnir svetovne lige, imamo v Stožicah. Točno, to sem videl, ja. To po mojem tudi kar polno. Mogoče se bo tudi odločilo za olimpijskih, ali pa tudi ne, upam, da ne. Upajmo, da olimpijske pa kolajne. Ja, jaz tudi upam to. Pa mislim, da bo dosti tudi končalo reprezentančno kariero potem. Je zadnja, ja, ta generacija gre pod koncem, si nekateri že stari. Super, evo, hvala ti še enkrat, upam, da je bilo tudi vam poslušalcem, gledalcem zanimivo in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.